Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Danes v studiu televizije Idea gostimo Dejana Grabiča, trenerja članske ekipe nogometne šola Mura. Dejan, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav. Če začneva z aktualno temo, včerajšnja tekma reprezentance, zmaga po preobratu z 2:1 proti Kazahstanu. Takšne zmage znajo ustvariti nekaj evforije med javnostjo, kako pa morda te zmage vplivajo na delo v klubskih sredinah? A reprezentanca je gonilo celotnega razvoja slovenskega nogometa. Zato nam mora biti vsem v interesu, da jo podpiramo, da ustvarijo čim boljše rezultate. In jaz sem presrečen, da je uspel ta preobrat in da se bo zdaj zavrtelo kolesje, da se uvrstimo na Evropsko prvenstvo. Debi Vipotnika z zadetkom verjetno tudi neko sporočilo vsem fantom v slovenski ligi, da se z dobrim delom, s dobrimi predstavami da prebiti tudi v izbrano vrsto. Ja, motivacija za vse mlade fante, ker je šel po neki zelo naravni poti. On je bil v dva kluba v drugi SNL posojen, tam delal maksimalno dozorel. Mislim, ta vzpon je meteorski, ampak pot je pa prava. Spravi, tudi če se navaja na članski nogomet dlje v drugi SNL in potem v prvi SNL, je to prava pot. In zelo sem vesel za njega, zato ker je, kolikor ga poznam, fantastičen fant, pravi, deloven, skromen, pa dovolj samozavesten. In upam, da ga bo tudi sreča malo pospremila, da ne bo imel poškodb in da bo nadaljeval. Tudi vi, Mura, ste vstopili v ta reprezentančni premor s pozitivnim impulzom, z zmago proti Olimpiji. Kako je zdaj s fanti, kako delajo na treningih? Odlično. Zdaj smo naredili že tretji zaporedni trening, ki je izgledal zelo, zelo dobro. Se pravi tisto, kar naj bi mi v prihodnje trenirali. Zelo agresivno, zelo usmerjeno v gol, zelo intenzivno. In igralci zelo dobro sprejemajo te neke principe, ki jih bomo zagovarjali. In v bistvu sem navdušen. Pomembno je pa, da vztrajamo, ko gre in ko ne gre, da sledimo svoji poti in poskušamo izpolniti vse cilje. Jutri vas čaka pripravljalna tekma z hrvaškim Varaždinom. Že pred dnevi ste dejali, da boste priložnost dali tudi nekaj mlajšim fantom. Morda še kdo iz mladinske ekipe opozoril nas v tem času? Zdaj smo jih priključili kar 6, 7, 8. Nekateri so v reprezentanci U19. Ti, ki so bili pa ta teden priključeni, so po besedah ostalih iz štaba zelo, zelo napredovali v zadnjih pol leta. Tako da velika pohvala trenerjem iz mladinskega pogona. Se pravi, da lahko resno potrkajo na vrata članske ekipe. Jutri bojo že nekateri dobili priložnost in upam, da se bojo izkazali. Potem že aprilsko gostovanje najprej v Domžalah, nadaljevanje prvenstva še zadnjih 8 tekem. Lovite zdaj te tekmece, ki so pred vami v boju za evropsko vozovnico. Večino tekem sicer v gosteh s temi neposrednimi konkurenti. Kako težko bo? Zelo, tako kot je vsaka tekma. Vsi poznamo našo ligo, kako nepredvidljiva je, kako zelo kakovostna je vsaka ekipa v naši ligi, ko je v formi. In tukaj nič spet bo floskula. Gremo tekmo po tekmo. Mi moramo svoje stvari dobro delati, nadgraditi to, ker te prve 4 tekme so bile samo energija, srce, pragmatizem. Ne bomo veliko spreminjali, ker lovimo pač točke do konca sezone in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Je pa dejstvo, da bo več tekem v gosteh, kot ste omenili. Kaj to za nas spremeni? To, da bomo morali znati najti in motivacijo in energijo v stresnih momentih brez naše domače publike. Verjamem, da jo bomo, zato ker vseeno imamo karakterno ekipo in izkušeno. Dobro bomo trenirali, zdaj pa, če si bomo zaslužili, bomo osvajali točke. Omenjate domačo publiko. Zadnjič po tekmi z Olimpijo se je zdelo, kot da uživate po tekmi v tistem veselju igralcev z navijači.
Mislim, ja, užival sem zelo, ker sem si predstavljal te občutke, še ko sem bil igralec, ne, sem jih podoživljal in sem užival, ko sem jih gledal oddaleč in privoščil. Kako težko pa je morda po takih zmagah zadrževati trenerju čustva? Kaj pa vem, jaz nisem nikoli pretirano evforičen ali pa pretirano dramatiziram, ko izgubimo. Mislim, da to znam kar dobro obvladovati, ker vem, da naslednji dan je, ne vem, ponedeljek in spet nov trening, novo dokazovanje. Super se poveseliti in uživati v teh trenutkih, ampak šport je tak, da zahteva vsakodnevno odrekanje, biti boljši naslednji dan in to gre v nedogled. In tisti, ki lahko to drži skozi daljše obdobje, ima večjo verjetnost, da bo uspel kot igralec, ekipa, karkoli. Tudi po tistem, recimo temu besednem dvoboju z Albertom Riero ste hitro obrnili naslednjo stran. Vam je dalo morda to kaj dodatnega zagona, kakorkoli? V kakšnem smislu? Če vas je morda z svojimi komentarji kakorkoli spodbudil, da morda Muro narediti še boljšo, ko je dejal pač, da Mura ni hotela igrati v tem smislu. To smo predebatirali že na eni oddaji. Vseeno mi je, kaj si drugi mislijo o nas. Jaz vem, kaj so naši cilji, vem, kakšne so naše kakovosti. In moje je to, da kar je od mene odvisno, naredim vse, da bo ekipa dobro igrala in da bo zmagovala. Vse ostalo so zunanji dejavniki, ki so nepomembni. Ko ste glih pri zunanjih dejavnikih, zdaj ste tudi medijsko bolj izpostavljeni kot prej verjetno pri Bravu. Kaj so morda tiste glavne razlike, ki jih opažate med kluboma? Vseeno ste bili več kot desetletje v Šiški. Vidim podobno pot. Kar se tiče medijev, vse obveznosti bom opravljal, seveda, ja, tiste, ki so nujne in vi ste tudi medijski partneri, normalno to bom, ampak sem tudi rekel Smiljanu, da čim manj prosim, ker ne želim se izpostavljati preveč, ker želim samo delati. To je to. Zdaj pa razlike med kluboma, zelo podobna filozofija, tukaj finančno in verjetno še v nekaterih drugih aspektih operativno, več ljudi zaposlenih, malo na višjem nivoju, tradicija, navijači, mediji, to je vse drugače. Ampak vidim neko konstanto vodenja obeh klubov in to je res lepa vzporednica. Bi si želel, da je čim več klubov v Sloveniji podobnih. Kaj pa morda ta pritisk navijačev, je to neka dodatna spodbuda, morda tudi včasih nek pritisk? Seveda je, vse sami to bolj poznate od mene tukaj, ampak če imamo mi začrtano pot in se tega držimo in vztrajamo, kar je edina logična pot, je vse to, kar ste prej govorili, je to spet zunanji dejavnik, ki je, ko gre dobro, super spodbuda, ko ni, pa to ne sme preveč vplivati na nas. In mi moramo slediti svojim ciljem in se izklopiti od neke širše javnosti. Skoraj 200 tekem ste zbrali na klopi Brava v vseh tekmovanjih. Mislim, da konec aprila prihaja Bravo v Fazenerijo. Bo morda kaj posebnega to ponovno snidenje? Mislim, čustveno bo zame pred tekmo, ko jih bom vse videl, ker tam je taka neka klima znotraj kluba, da ne moreš tega kar tako pozabiti. Nekaj podobnega verjetno imamo tukaj in bomo tudi imeli v prihodnje. Ampak do trenutka, ko se tekma začne, potem pa ni več čustev, takrat pa samo točke. Športni park Šiška je tako ali tako bil nekako vaš drugi dom, tudi že v igralski karieri. Igrali ste za Ljubljano, potem kasneje tudi za Interblok, končali pri Bravo. Imate precej prvoligaških izkušenj kot igralec. Je morda zdaj v vlogi trenerja za vas kaj lažje, ker veste tudi, kako razmišljajo igralci? Vemo, prej Damir Čantala ni imel teh izkušenj na tem nivoju. Ja, v Sloveniji je neko mnenje splošno, kar se tiče trenerstva, da če nisi bil nogometaš, da nimaš kaj iskati. To je zame bedarija.
Zato, ker če si ti, ker to je čisto drug svet, biti nogometaš ali pa trener. In če si dovolj talentiran, če se želiš učiti, če imaš neko čustveno inteligenco, je to večji predpogoj kot igralska kariera, zato da boš uspešen. Druga stvar je pa, lahko ti pa pomaga normalno, ker veš, kako si kot igralec razmišlja v podobnih situacijah in mogoče te neke situacije znaš predvideti, ali ne vem, v slačilnici ali na igrišču. In to je lahko samo plus, ampak če nimaš tistega, kar sem prej naštel, ti samo kariera čisto nič ne pomaga. Težko bi vas verjetno tudi kot nogometaša opisali kot nekega tipičnega nogometaša. Pred časom sem bral en intervju, ko ste dejali, da ste vozili Twinga. Kako bi morda sebe opisali izven terena? Izven. Družinski človek, enostaven, kmečki fant, mogoče. Sicer nisem odraščal na kmetiji, v Novem mestu smo bili v bloku, ampak sem bil pa vzgajan v takšnem duhu. No. In to je to, enostaven, ne kompliciram, pošten, skušam pomagati komurkoli in to pričakujem tudi od drugih. Ob nogometni karieri ste dokončali tudi študij ekonomije na ekonomski fakulteti. Hitro ste dočakali tudi otroke. Ne? Kako je morda to rojstvo sina in hčerke vplivalo na vašo osebnost, karakter nasploh? Recimo, jaz sem vedno sem bil bolj skromen, ne rabim veliko za preživeti. Ne? Se pravi, družina mi je najpomembnejša. Otrok, prvi, ki je bil Aleks, se je rodil na Cipru, takrat sem bil še nogometaš, tako da je on malo Grka tudi. Spremenilo se je to, da so se še malo bolj spremenile prioritete, se pravi, motiv za to, da prineseš kruh na mizo skupaj z ženo. Ne? In to, da več časa preživiš družino, da dojameš, da je to vseeno na koncu najbolj pomembno. Kako zdaj družina doživlja to, da ste vseeno nekoliko dlje v Murski Soboti? Ni to tako daleč kot prvo, ne? Jaz se vozim 2-krat, 3-krat na teden domov. Je pa drugače, ker mi imamo malo poseben ritem zaradi Ule, ne, ki ima Downov sindrom. Se pravi, malo več neke rutine, ki se je moramo držati, neke terapije, ki so kar 2-krat, 3-krat na teden. No, to je zdaj, jaz sem vsak večer poskušal dati Ulo spat, ne, zdaj sva se menjavala ženo. Zjutraj, če je možno, jaz peljati na terapijo in v šolo. To se je zdaj malo spremenilo. Nisem vsak dan tam, ampak odločitev je itak bila skupna. Od vseh smo se pogovorili in smo rekli, gremo v to. Zdaj, črno-beli nekako postaja vaša druga družina. Koliko ste že imeli morda priložnost spoznati ta vsakodnevni utrip Prekmurja, navijačev Mure? Mislim, večinoma na tekmah, pa po mestu pa nisem bil, šel sem, ne vem, v trgovino, drugače pa to stadion pa stanovanje. Čutim pozitivno energijo, čutim strast, to je tisto. Vem, da gre to v obe smeri hitro, ampak to je v bistvu nekaj najlepšega, kar lahko v nogometu doživljaš kot igralec ali kot trener. Je prav ta strast nekako tisto, kar vas je najbolj prevzelo potem, ko ste se preselili v Mursko Soboto? Ja, mislim, o tem sem že govoril nekajkrat. Ja, to je to, navijanje, strastno, podpiranje domače ekipe. Predvsem, če bomo vrnili tudi v doglednem času to prekmursko identiteto, slovensko identiteto, to ne pomeni, da ne bo tujcev tukaj, ne? Ampak da bo to nekaj podobnega, kot je bilo pod Šimundžo, sem prepričan, da lahko naredimo dobre stvari. No. Zdaj, ta prvi korak ste že naredili, ponudili ste priložnost Niku Kasalu, verjetno je s svojim karakterjem navdušil tudi vas na tej tekmi. Ja, je, ampak to ni bila odločitev v duhu tega, kar sem prej govoril, ampak čisto taktična. Ker se mi je zdelo, da bo najbolj opravil to nalogo. Mi smo imeli načrt čisto drugo od tistega, kar smo na koncu uspeli igrati. Recimo proti Olimpiji je bilo 15-20 minut visokega presinga in tam jemati žoge,
biti nevaren za gol, biti non-stop visoko, ampak na tekmi se je obrnilo malo drugače, so vzeli kontrolo in je bilo drugače. Podobno na začetku drugega polčasa in se je spet obrnilo drugače, ampak na koncu je bil pomemben rezultat. Kar se tiče pa Nikota, super je zgrabil to priložnost, me veseli, da je dosegel prvenec. Je tak tip igralca, ki je za Muro, ki je za moderen nogomet, zdaj ga pa čaka veliko dela, odrekanja in pozitivne energije, to vse, kar on ima. Tudi nasploh celo ekipo čaka veliko dela, zadnjih 8 tekem že v prvenstvo, morda na račun tega, ker niste več v pokalu, nekoliko lažji razpored. Kaj morda napovedujete za teh zadnjih 8 tekem? To, da bomo bolj urejeni taktično, da bomo lažje dlje časa izvajali, recimo primer tekme z Olimpijo, tam smo par ključnih duelov zgoraj visoko med presingom izgubljali, se pravi, da se to ne bo dogajalo, da bomo lahko mi prevzemali pobudo tudi znotraj tekme, takrat, ko jo bomo hoteli. To in da bomo intenzivni, da bomo agresivni, da bomo poskušali iskati najkrajšo pot do gola. Zadaj pa biti urejeni, zadaj, to pomeni vseh 11. Tako urejeni, da bomo nasprotnikom dovoljevali manj, kot smo jim na teh 4 tekmah. Tako, to je bil pogovor z trenerjem članske ekipe NŠ Mura, z Dejanom Grabičem. Našo pozornost pa vas znova vabimo ob naslednji priložnosti. Nasvidenje.